Osebe z različnimi invalidnostmi se v vsakdanjem življenju še vedno soočajo z velikimi izzivi. V Evropi živi 15% prebivalstva z invalidnostmi, pri nas okoli 13%, od katerih jih ima 8% tudi izdano odločbo. Kljub temu Slovenija zamuja z uveljavljanjem rešitev, med drugim glede dostopnosti medkrajevnega avtobusnega prevoza in objektov v javni rabi, ki bi jim omogočale celovito vključitev v družbo. Ocena, spodnja vrstica, ali bodo prilagoditve zagotovljene do zakonskega roka, nam jasno pokaže, da vsak četrti javni objekt v Sloveniji čez 2 leti ne bo dostopen za ljudi z oviranostmi, torej ne bo gradbeno prilagojen, če sem natančen, 40% prostorov ne bo imelo potrebnih tehničnih prilagoditev, čez 60% pa zvočnih indikatorjev, svetlobnih indikatorjev in pisnih informacij. Seveda, če ne bomo v teh 2 letih vsi skupaj kaj naredili. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic, ugotavlja, da je Ljubljana po tej plati bolje urejena kot Bruselj. Težave pa se kažejo v manjših krajih. Seveda z leti se tudi izboljšujejo. In tukaj imamo invalidi, ki smo gibalno ovirani, tudi sami neko odgovornost, da ko se stvari pripravljajo, da smo pozorni, marsikateri plačnik, naročnik, ki ima škarje in platno, se ne zaveda, kako pomembno je to za nekoga, ki je na invalidskem vozičku, da je znižan pločnik in podobno. Dostopnost pomeni tudi zagotavljanje parkirnih mest in prilagojenih javnih stranišč. Veste, pri gibalno oviranih, naprimer pri paraplegikih in tetraplegikih, je pomembno tudi, da so prilagojene sanitarije. Naši člani imamo popolno inkontinenco na blato in urin in včasih je to kar težava, ko greš na kakšno javno institucijo, najprej pogledaš, ki je kakšen Petrol ali podjetje ali tudi kakšen hotel, gostišče, ki ponavadi že prilagodijo tudi sanitarije. In veliko lažje je potem tudi in brezskrbno opravljati tudi svoje stvari. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Matej Žnuderl, je dejal, da v javnih objektih pogrešajo predvsem zvočne označbe. Za nas pa pravzaprav komunikacija ni prilagojena, niti da bi našli vrata, da tako rečem, v nek objekt, niti da bi se lahko znotraj samostojno znašli, saj so vsi te informacije praviloma grafične in zopet potrebujemo avtomatsko pomoč neke tretje osebe. Tako da tu naletimo mogoče na nek paradoks. V državnih službah so kar navajeni, da pridemo z nekim spremljevalcem, ko pa se je oblikoval zakon o osebni asistenci, pa so bili prvotno prepričani, da slepi ne potrebujemo asistentov. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije si želijo, da bi bili vsi objekti v javni rabi ustrezno opremljeni s slušno zanko. Poleg tega pa bi morali gluhe obveščati z napisi ali preko besedilnih sporočil, saj zvočnih obvestil ne slišijo.
Ljudje z invalidnostjo na veliko težav naletijo tudi pri prevozu iz kraja v kraj, saj večina avtobusnih postajališč ni primerno prilagojenih in opremljenih. Zato bi morala država poskrbeti že pred 3 leti. So velike težave pri tehničnem prilagajanju postaj, avtobusov, taktilnih oznak, zvočnih najav, kontrastnih napisov in seveda nerazumljivo odklanjanje voženj s psi vodniki, nerazumevanje, da je to pravzaprav temeljno za človeka, ki se tako giblje v družbi, in seveda pomen osebnega spremljevalca. Predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic tudi tukaj daje za zgled Ljubljano, kjer je 98% mestnega avtobusnega prevoza opremljenega z rampo za invalide. Do težav prihaja v manjših krajih, še posebej glede avtobusne povezave med posameznimi kraji. Vsa izobraževanje, šolski centri so ponovadi v velikih mestih. In invalidi, ki živijo na periferiji, praktično so s tem izključeni tudi do nadaljnjega srednješolskega in visokošolskega in seveda univerzitetnega izobraževanja. In to je ne samo diskriminacija, ampak zavestno potiskanje državljanov, ki imajo tako ali drugačno invalidnost, v neki ožji krog domačega okolja. Vsi naši avtobusni prevozniki so koncesionarji, kateri imajo koncesijo države. In država bi z majhno alinejo v vsakokratni podelitvi koncesije zapisala, toliko in toliko procent teh avtobusov medkrajevnih mora biti prilagojenih tudi za gibalno ovirane. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Matej Žnuderl, je povedal, da predvsem pogrešajo možnost, da bi bili na poti bolj samostojni, saj ne potujejo vedno s spremstvom. V tujini imajo ponekod to urejeno, bodisi z aktivnimi oznakami ali pa z zvočnimi signali, bodisi na postajah ali pa z aplikacijami na mobilnih napravah. Vsekakor pa imajo pogosto v samih vozilih napoved prihajajoče postaje. Je pa škoda, da so ukinili na železnicah pa tudi avtobusih možnost, da bi spremljevalec potoval zastonj, tako da moramo to karto plačevati, pa čeprav gre za to, da sami niso pripravili sredstev prevoznih na način, da bi lahko slepi uporabljali prevoze sami. Gluhi in naglušni imajo težave s pridobivanjem informacij o prihodih in odhodih avtobusov, saj niso povsem dostopne v obliki elektronskih napisov ali tabel, ki bi označevale postaje ter prihode in odhode posameznih avtobusov.
Za prilagoditev medkrajevnih avtobusnih prevozov je Slovenija zamudila rok že pred 3 leti. 15-letni rok za fizično dostopnost objektov v javni rabi pa se izteka z letom 2025. Po anketi, ki jo je izvedel zagovornik enakih načel, skoraj polovica javnih objektov nima tehničnih prilagoditev, kot so na primer dvigalo, rampa za invalidske vozičke in indukcijska zanka. 90% pa ni prilagojenih s pisnimi, zvočnimi in svetlobnimi označbami.